Vsako leto zaradi tobaka po svetu umre okoli 6 milijonov ljudi, v Sloveniji pa 3600 ali 10 oseb vsak dan. Mnogi umirajo zelo mladi. Če pogledamo prezgodnje smrti, to so vse tiste smrti pred 60 letom, je takih med vsemi 3600 smrtmi kar četrtina. Zdravje je tudi eden izmed razlogov, da Erik razmišlja o tem, da bi prenehal. Stane pa tudi zdravje, pa to ne, mislim, malo je nepotrebno razvadano, dal bi se razbrezno. In da se, dokaz za to je Ruli. Od 18. do 70. leta. Da sem pa malo več, pa sem nehal. Nehali ste pa zakaj? Tako, zdelo se mi, da sem utrujen. Cilj manj kadilcev bomo poskušali med drugim doseči tudi z višjimi trošarinami, pojasni Marjan Ivanuša. Višje trošarine pomenijo višje cene tobačnih izdelkov, višje cene pa pomenijo, da bodo mladi manj kadili. A Mitra, ki je po dolgih letih prav tako opustila kajenje, meni, da nima višanje trošarin nobenega učinka. To nič ne pomaga, če kadiš. Če sem kadila, jaz nisem gledala. Če imam, moram imeti za cigarete. Tisti, ki se zavihtite na sam vrh kadilske lestvice, tvegate raznovrstnih rakov, ne samo pljučnega, do bolezni srca in ožilja, zaradi katere večina kadilcev umre, do kronične obstruktivne bolezni, ki je zelo težka bolezen. In to je na žalost pravi davek, ki ga terja kajenje.